Zgodba podjetja Trgodom, znanega po blagovni znamki Slovenska postelja, je svojstvena zgodba o tem, kako ravnati, ko udari kriza. A pojdimo po vrsti. Trgodom proizvaja, kot pravijo, vse za posteljo: žimnice, penasta ležišča, vzglavnike, prešite odeje, nadvložke, pregrinjala, posteljnino in opravlja nekatere dejavnosti povezane z ležišči. Brez težav sicer ni šlo niti pred krizo. Na gradbeno dovoljenje za izgradnjo hale na lastnem dvorišču so čakali 3 leta. Kljub temu so se postopoma širili, dodatno zaposlovali in odpirali nove trgovine. Leta 2008 so prenehali rasti, od leta 2009 do 2011 pa so ustvarjali izgubo. Morali so klestiti stroške. Lastnik Dušan Blažič je zaposlenim predlagal ustanovitev novega podjetja, v katerem bo sicer edini lastnik, a se bo zavezal, da polovico dobička dobijo zaposleni. Predlog je bil sprejet. Na podlagi tega so se začele spremembe, ki jih prej ni bilo videti pri zaposlenih. Po tem času so se pojavile razne izboljšave, recimo pri telefoniji, pri stroških za čiščenje, pri čiščenju, pri ogrevanju. Skratka, kar naenkrat smo imeli manjše stroške in se samo gledal, kako pa to, da zdaj imamo samo toliko. Ja, poglejte, direktor, nismo prej o tem razmišljali, sem rekel, a je bilo prej kaj drugače? Ja, a veste, zdaj smo tudi mi tukaj zraven in rezultat se je pokazal in se kaže iz meseca v mesec. Zmanjšali so tudi število zaposlenih, čeprav je dela toliko kot nekoč. Pred krizo so namreč izdelovali samo izdelke višjega cenovnega razreda. Zdaj ponujajo tudi cenejše izdelke. Podjetje posluje na domačem trgu, Blažič pa ugotavlja, kako močno vpliva politika na posel. Spoznal sem tudi, da vsaka izjava na dnevniku ali kakšna politična izjava na televiziji daje neko pozitivni odsev pri prodaji. Se pravi, vendar je teh izjav dosti preveč pesimističnih in takrat, ko so izjave naših politikov preveč pesimistične, točno vem, da naslednji dan bodo prazne trgovine. Kljub temu so lani poslovali z dobičkom, podobno pa je tudi letos.